Dragi starši, dolg čas mi je. Kako lepo je bilo, ko smo se na hodnikih srečevali, ko smo se v kapeli srečali ob Jezusu. Zdaj pa je vse prazno. Vaši otroci so zdaj doma skupaj z vami. Pa to praznino napolnite vi v okviru vaše družine, da bo ta adventni čas, ki ga doživljamo vsi, vsak na svoj način, izpolnil del tistega, kar ne more ne vaši otroci, pa tudi ne mi doživljati tukaj v okviru naše šole, naše gimnazije. Jaz sem salezjanec, ne? Jaz se spomnim tudi, mi smo imeli zmeraj enega, ki nas je spremljal, ko smo prišli v šolo, kot dijak, dol na Hrvaško. Temu smo rekli asistent. Ni bil tisti, ki nas je preganjal, ampak tisti, na koga smo se najprej obračali. Asistenca je kaj je? Asistenca je navzočnost enega bolj odraslega, ki čuti odgovornost, ki pomaga, ki svetuje, ki je sredi z mladimi, ki je med mladimi, ki svetuje, ki pohvali, ki z enim očesom opazuje, ki morda vidi, če je kdo v stiski, da mu reče, a ti kaj pesti, kakšna stvar? Ne, ampak prej mora biti prijatelj. Če je ta asistent, kot mu mi salezjanci rečemo, prijatelj, potem bo to super steklo in imeli bodo starejšega prijatelja. Veste, meni spomini gredo na mojo mladost, če rečem, domov. Takrat je bilo vse drugače. Ampak verjemite, tudi zdaj ni veliko drugače, trenutno. Tudi zdaj ste prisiljeni biti doma. Takrat ni bilo ne radio, ne televizije, nič. Tudi družina, kam pa ne bi šli otroci. Vsak je imel svojo dolžnost, zvečer smo se zbrali. Veste, dati je treba mladim priložnost, da se razbremenijo. Ne, pa pripoveduj, kjer si bil, kaj si kloftral po telefonu. Ne to, biti prijatelj. Z mladine je treba biti prijatelj. Takrat se bodo razbremenili, pa bodo morda najprej strahom povedali. Nič ne bo hudega, pa morda še samo mami pati, morda z razumevanjem sprejmejo to, tudi morda kakšno neumnost. To je potrebno. Takrat se ustvarja zaupljivost pri pouku, pri nalogah, ki treba pomagati, pa pri sprehodu, pa pri kuhi, če rečem, pri delu jaslic, pri molitvi. Če komu gre bolj težko, pa ne bo zmoliti še za njo, da bi jutri, ko bodo pisali, da bi šlo v redu v šoli. Vse to so te stvari, ki ustvarjajo veselo druženje, veselo, lahko bi rekel, družino. Ja, jaz sem skoraj predolg sem. Oprostite, dragi starši, sta stari zelo radi klepetamo. Kaj naj vam rečem ob koncu? Tako naredite, da bo vaše pričakovanje Božiča lepo, da se boste skupaj morda tudi razbremenili med sebojnem pogovoru, če pa kaj osebnega, pa tudi v sakramentu sprave ali spovedi, da boste tudi z Bogom postajali ob božičnih praznikih čim bolj eno. Naj bo ena lepa družina in eno lepo praznovanje. To vam iskreno želim. Pa srečno.